Spoštovani ljubitelji filatelije, pozdravljeni na odprtju mednarodne razstave ob praznovanju stoletnice poštne znamke Verigar. Med nami pozdravljam župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, predsednika Filatelistične zveze Slovenije, gospoda Petra Suhadolca, direktorico Posavskega muzeja Brežice, gospod Alenko Černelič-Krošelj, razstavljavce iz Slovenije, Švice, Nizozemske, ter vse vas, dragi obiskovalke in obiskovalci. Nocoj v okviru mednarodne razstave slavimo znamko, ki velja za prvo slovensko znamko. O njenem pomenu, predvsem pa pomenu same razstave, bo v uvodnem pozdravu spregovoril gostitelj, gospod Konrad Kajtna, predsednik Društva zbirateljev Verigar Brežice. Prosim. Spoštovani gospe in gospodje, vsem lep pozdrav v imenu organizatorja nocojšnje razstave Društva zbirateljev Verigar. Čez nekaj mesecev bo minilo točno 100 let, ko so zagledali luč sveta prve slovenske poštne znamke Verigarji. Ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije smo Slovenci želeli nalepiti na poštne pošiljke svoje znamke, zato so to nalogo zaupali akademskemu slikarju Ivanu Valpotiču, ki je narisal osnutke novih znamk. Serija je imela skupen motiv sužnja, ki trga verigo, odtod tudi to ime znamki. Za model risbe verigarja, ki trga okove suženstva, je slikar izbral slovenskega telovadca Staneta Derganca. Poštne znamke z motivom verigarja in napisom država SHS v latinici in cirilici so v Sloveniji prišle v promet 3. januarja 1919. Nocoj imate priložnost, da si ogledate popolne zbirke verigarjev, ki so jih ustvarili zbiratelji iz Slovenije in tudi iz tujine. Kar 14 razstavljalcev prikazuje rezultate svojega dolgoletnega dela, kajti zbrati vse verigarje ni lahko, saj gre za številne posebnosti v tisku, zobčenju in nijansah barv. Želim vam veliko užitkov ob ogledovanju teh čudovitih znamk. Verjamem, da si boste vsi skrbno ogledali posamezne eksponate, še posebej pa svetujem tistim, ki se s filatelijo ukvarjate, da si pridete podrobno ogledati znamke še naknadno, ko boste imeli dovolj časa, da se posvetite posameznim zbirkam. Hvala za lepo udeležbo in veliko užitkov med ogledovanjem zbirk. Posebna hvala pa velja vsem razstavljalcem in sponzorjem, ki so nam omogočili postavitev te razstave. Zdaj bi pa vabil gospoda Bojana Krajnca. Eno priložnostno darilce. Hvala za... Aleksander Rožman. Gospoda ste videli prej? Je? Alojz Tomc. Blaž Gorše. Brave. Nadomestek. Niso rogat. Bruno Kelenič. Marjan Perkman. Na koncu še gospod Konrad Kajtna. Nečemo pozabiti. Čestitamo. Čestitamo, gospod Rado. Razstavo pod imenom Pričakovanju stoletnice prvih slovenskih poštnih znamk je v svojih galerijskih prostorih omogočil Posavski muzej Brežice, zato k besedi vabim direktorico Alenko Černelič-Krošelj.
Tako, vrata. Zapremo, ne? Ja. Spoštovane, spoštovani, lepo vas je videti tako malo zgnetene na tem hodniku in tudi v pričakovanju, kaj se v bistvu skriva za našimi vrati. Namreč ta zbirka oziroma te zbirke so res tako bogate, da smo se odločili, da tokrat je pa v tem lepem jesenskem vremenu ta naš arkadni hodnik ta pravo prizorišče. Tako da, če vam ni všeč, se ne jeziti na nas, ampak vsake toliko časa naredimo kakšen eksperiment in upam, da vam je všeč, pa mislim, da se tudi lepo sliši. Lepo vas pozdravljam torej v imenu Posavskega muzeja Brežice, ki ima na voljo tudi galerijo, v kateri pač dobijo prostor različne razstave in veseli smo, da letos gostimo tudi razstavo Društva zbirateljev Verigar iz Brežic, društva, s katerim večkrat sodelujemo, ki nam večkrat pomaga, ki v svojih zbirkah člani hranijo številne odlične vire tudi za naše delo in so zelo pripravljeni tudi potem, da nam kaj odstopijo, da nam kaj svetujejo, da nam kaj pokažejo, občasno pa tudi kaj od njih pridobimo. Tako da hvala vsem vam, ostanite še naprej naši prijatelji. Razstava, ki bo odprta do 21. oktobra, bo dejansko odprta skoraj vsak dan, sicer imamo ponedeljke zaprte, ampak nekako tudi takrat vas ne bomo odgnali. Še posebej pa vas vabimo to soboto, ko imamo dopoldne od 9 naprej sejem rokodelskih znanj in tudi sejem starin. Tako da, poleg tega, da si lahko gledate razstavo, da ste tukaj, hvala vam za vse, kar ste že upravili, hvala, kar še boste in potem seveda se bomo družili tukaj vsaj do 21. oktobra, pa verjamem še veliko krat. Lep večer, hvala vam, čestitam gospodu predsedniku. Filatelisti pravijo, da svojim delom razvijajo značajske vrline, kot so natančnost, ustvarjalnost, skromnost, predvsem pa prijateljstvo in sodelovanje. Zato je nocoj društvo k sodelovanju povabilo glasbeno šolo Brežice. Pod mentorstvom Tomislava Vrandečiča nas z glasbo že popestril večer Matic Lazič, v nadaljevanju pa nam bo še Martin Urek. Besedo našemu predsedniku Filatelistične zveze Slovenije, tako da vabim gospoda Petra Suhadolca. Dober večer vsem. Lepo, da vas vidim v tako velikem številu. In jaz bi se moral najprej zahvaliti društvu oziroma Društvu zbirateljev Verigar, ki nosi ime, edino društvo v Sloveniji, ki nosi ime po teh naših prvih znamkah, da je začelo z nizom proslav v tem stoletnem obdobju od prvih slovenskih znamk. Spravi, vi ste prvi, ki ste priredili to razstavo. Niz dogajanj se bo vrstil, že naslednje konec tedna bomo imeli v Ljubljani simpozij na temo Verigarjev. 15 različnih predavateljev, tudi mednarodnih, bo razpravljalo o teh naših znamkah, bo povedalo svoje najnovejše izsledke. Potem sledilo bo potem še nekaj predstavitev znamk. 9. novembra izide znamka posvečena Verigarjem. Se pravi, bo na znamki je Verigar, seveda ena znamka, je pa tudi podoba oziroma slika Vavpotiča, ki je Verigarja narisal. Naslednje leto, konec marca, bomo pa imeli veliko razstavo Alpe Jadran, posvečeno seveda tudi Verigarjem, Slovenija 2019, na katero že zdaj vabim vse, da se udeležite. In to nekje bo sklenilo ta niz, bom rekel, raznih proslav in dogodkov ob temi teh naših prvih slovenskih znamk.
prve slovenske znamke, saj so išle, ko je bila, oziroma zamišljene so bile, ko je bila še država Slovencev, Hrvatov in Srbov, potem smo se združili, kot veste, v državo, potem postala kraljevina, potem postala Jugoslavija in tako naprej, ampak znamke pišejo, imajo še gor ta prve, ne, vsaj imajo še gor napis država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Tako da to so naše prve slovenske znamke, na katere smo seveda zelo ponosni in veliko da še enkrat čestitam društvu za pogumno odločitev in za, verjamem, nekaj sem že videl, zelo bogato razstavo. Najlepša hvala. No, nocoj pa skrivamo še eno presenečenje, in sicer gospod Brane Gorše, član Društva zbirateljev Verigar Brežice, je v svoji knjigi z naslovom Chainbreakers povzel pomen, zgodovino, izdelavo, oblikovanje in seveda uporabo znamenite znamke, ki jo je leta 1918 zasnoval slovenski slikar Ivan Vavpotič. Knjigo si boste lahko nocoj prelistali, nekaj utrinkov iz nje pa bo delil avtor. Prosim. Lepo pozdravljam vse obiskovalce. Pred približno letom in pol sva z gospodom Kajtno, ki je tukaj, tako kot mnogokrat kremljala v tem našem Verigarju, avtorja Vavpotiča, in seveda ugotavljala, da ta naša kulturna dediščina, ki jo predstavlja, ni deležna ustreznega spomina ali obeležbe in da ob 100-letnici nimamo niti slovenske verzije obdelave teh znamk, torej edini priročnik, ki je bil napisan, ki je kompletno to področje obdelal, je po drugi svetovni vojni bil narejen na Hrvaškem. Izjema predstavlja knjiga gospoda Čičerova, ki je obdelal samo en ozek segment, to je Porto znamk. Seveda je pa Verigar predstavlja veliko več kot samo Porto znamke. V tej debati je nekako padla odločitev, da poskušava pomen Verigarja predstaviti v dveh smereh. Prva v tem, da morebitnim zbiralcem predstaviva osnove za zbiranje. Druga smer je bila v tem, da za določenimi prikazi materijala vzpodbudiva dodatno razpravo, ki se sicer v zadnjih letih razširila med filatelisti in s katero se poskuša ugotoviti celotno ozadje te zbirke. Tako da po dobrem letu dela je nama le uspelo spraviti knjigo skupaj. Knjiga ima približno 330 strani, 560-580 skenov, ker je namen te knjige bil, da predvsem v slikovnem gradivu prikaževa celotno področje te znamke. Ker nama je časa malo zmanjkalo, bo slovenska verzija te knjige izdana oziroma bo išla konec novembra, tako da bojo vsi ljudje s takim ali drugačnim znanjem jezika lahko to knjigo prebrali in se poučili o določenih stvarih, ki je za slovensko zgodovino kar pomembna. Hvala. Okay. Razstava, ki so jo člani društva pripravljali 3 do 4 mesece, ne bi bila realizirana brez podpornikov. Zahvala gre občini Brežice, družbi HES, Posavskemu muzeju Brežice, Artisku, Glasbeni šoli Brežice, podjetju Penina Istenič, Pošti Slovenije in Filatelistični zvezi Slovenije. Dragi obiskovalci, seriji znam, kot že rečeno, je skupen motiv sužnja, ki trga verige. Zato prosim za konec župana občine Brežice, da simbolično pretrga verigo in svečano odpre razstavo. Prosim. Prav lep dober večer in seveda naj spomnim, da praktično občina Brežice v oktobru praznuje svoj občinski praznik in veseli me, da ste se danes v takem številu zbrali na enem od prvih dogodkov, kajti praznujemo skozi cel mesec. Zakaj to poudarjam, da se mi vidi pomembno? Pomembno se mi vidi zato, kajti to je tudi priložnost, da občina, naše društva, naši zavodi, naše krajevne skupnosti in tudi vsi posamezniki pokažejo kakšno pestrost, inovativnost in pa
ustvarjalnost lahko v občini Brežice seveda tudi narediš, če imaš voljo, pogum in seveda tudi, če si deloven. In to je tudi bistvo občine, da omogočamo ljudem, da lahko pogoje, da lahko ustvarjajo in seveda, da lahko tudi pokažejo svoje veščine in pa svoje znanja. Lahko rečem, da Verigar je sigurno eno od teh društev, ki je mogoče malo drugačen, kot so druga društva, kulturna, športna ali kaj drugega, vendar definitivno s tem, ko vas je danes toliko tu, pokaže, da delajo prave stvari, dobre stvari in da so to tudi takšne stvari, ki nas zanimajo. Posebej mogoče še prav, da poudarim, da občina Brežice z Verigarjem izredno dobro sodeluje. Vsako leto v občinskem prazniku se tudi dogovorimo, da izdelajo eno znamko in pa dopisnico, ki nekako za tisto leto najbolj ponazarja, kar je bilo pomembnega. Tako smo praktično izdali pomembne znamke, pa naj bo to od medalje Primoža Kozmosa do 100-letnice našega mostu, do vodovodnega stolpa, potresa in še marsikaj drugega, kar pomeni seveda, da s tem tudi nekako naš praznik naredite še bolj svečan in seveda tudi bolj prepoznaven, kajti ponavadi te znamke grejo tudi kot vabilo vsem ljudem, ki so vabljeni na naše svečane seje, kar pomeni, da grejo po celi Sloveniji tudi v tujino in s tem seveda pripomorete tudi prepoznavnosti in pa ustvarjalnosti naše občine. Zato ob tej priložnosti vam čestitam in sem vesel, da ste naredili to tudi razstavo. Jaz se vas že en čas sprejemam, to je res eno veliko bogatstvo, ki ga mogoče marsikjerkrat tudi poprečni državljani ne razumemo, vendar definitivno se mi vidi, da s tem bogatite naš prostor in seveda tudi pokažete še nam bistveno več, kot marsikjerkrat sami opazimo. Zato čestitke ob tem, želim vam veliko danes uživanja v tej razstavi in seveda čestitke občinskem prazniku in vas vabim, da se tudi vseh drugih udeležite prireditev, ki bo v letošnjem letu približno okoli 90, vse te pa so več ali manj v organizaciji ali društev ali drugih posameznikov in to še enkrat kaže na pestrost naše občine. Lep večer vam želim in mislim, da prav, da tako kot ste rekli, da s nami Verigo in odprem razstavo. Izvolite. Še malo.